Začenjamo zadnji letošnji banket Lacan s posebno simbolno težo, zato ker je zadnji med prvimi ciklusi, kar je v časovno-prostorskem lakanovskem smislu zelo pomembna postavka. In veliko čast mi je, da zaključujemo oziroma začenjamo to današnje predavanje z članom Slovenskega društva za lakanovsko psihoanalizo Borisom Brezovcem. Boris je doktorski aspirant filozofije, psihoanalize in kulture, je član sekcije za psihoanalitične povezave in diplomiral pa je iz slovenskega jezika, književnosti in geografije. V svojem akademskem delu pa se ukvarja z vprašanjem kolektiva v povezavi z analitičnim diskurzom in sama tematika, ki bo nocoj predstavljena, prav tako predstavlja nek pomemben del njegove doktorske dizertacije. In to predavanje bo izpostavilo vprašanje, ali umetnost danes še lahko opravlja funkcijo zrcaljenja diskurza, v katerega smo vsi na tak ali drugačen način vpeti, se pravi oblastnega kapitalističnega diskurza. In to vprašanje samo umetnost tangira seveda v neki pomembni točki in sicer samo izhodišče samih subverzivnih ali pseudosubverzivnih praks današnjega umetniškega prostora je v prvi vrsti v tem, da so podrejene temu kapitalskemu dispozitivu. Se pravi, tisto, kar lahko najbolj v današnjem času problematiziramo, je samo dejstvo, da se subverzivna umetniška praksa tako ali drugače upne v neko določeno financiranje tega diskurza. In tisti največji paradoks, ki ste mu mogoče, če ste sami umetniki, če se sami ukvarjate z nekimi določenimi kulturnimi praksami, mogoče priča je to, da zlasti, recimo v slovenskem prostoru, obstaja princip, na kakšen način zapeljati določenega gospodarja, ki financira nek umetniški projekt, samo kritiko tega oblastnega diskurza. Se pravi, da je sam umetnik del točno iste strukture, ki jo kritizira in jo plačuje ta isti sistem. To je tisto, kar mogoče največkrat ni v ospredju, zato ker gre za na nek način precej samoumevno prakso. Je pa tisto, zaradi česar je francoski psihoanalitik Jacques Lacan rekel, da je diskurs kapitalizma, ki ga je postavil kot peti poddiskurs 4 temeljnih diskurzov, poleg diskurza gospodarja, univerzitetnega histerika in analitika, kot tisti, ki je transgresiven. Kaj to pomeni? Diskurs kapitalizma preči tudi tisto željo subjekta, da ga preči. Kapitalizem proda to isto željo. Naj bo to subjektivna želja, ne bo to želja nekih določenih praks, umetnosti, kulture, kakorkoli, ampak sama subverzivnost, sama kritika je danes na enak način vpeta jasno v enako oblastni diskurs. In samo predavanje bo v ospredje postavilo opredelitev diskurza, se pravi kot strukturacije realnosti, in pa samo dialektiko, ki jo je Lacan postavil kot nek določen temelj, dialektiko gospodarja in hlapca, lahko rečemo gospodarja in histerika, v okviru analitičnega branja. Vse to pa bo navezano na samo funkcijo gledališča kot hrbtne plati analitičnega diskurza, ki je, kot vemo, diskurs gospodarja. In v tej navezavi se bo predavanje osredotočilo in med drugim izpostavilo dramsko igro Vaje iste snove.
tisti, ki se verjetno s tem vprašanjem nenazadnje tudi ukvarjate, tesnoba je sam klinični pojem. Klinični pojem, ki v sami teoretski rabi seveda vedno postavlja neko drugačno izhodišče kot sama teoretska konceptualizacija. Se pravi, kaj je tesnoba? Tesnoba je natanko tisti res. Res, ki je subverziven. Res, kjer vznikne realno in omogoči to subverzijo. Naj bo to subverzija za samega subjekta, naj bo to subverzija v samem družbenem polju. Vendar pa, že samo polemiziranje tega, samo teoretsko razpravljanje, tisto, kar je seveda, kar vztrajno večkrat poudarjamo, problematično zlasti v slovenskem kontekstu je razprava o tesnobi in ne sama klinična orientacija, se pravi orientacija realnega, ki to implicira. In da ne bom s tem zelo tesnobno začela in otvorila današnjega predavanja, predlagam, da se mogoče odmaknemo od samega tega izhodišča in da na tej točki damo besedo Borisu Brezovu. Hvala. Torej, premaknemo se od tesnobe k vprašanju neodvisnosti. Vprašanje neodvisnosti umetnosti v času sodobnega kapitalizma. Ali je možna neodvisna samostojna umetnost v času, ko kapital prodira na vsa družbena področja, ko prodira, ne samo prodira, temveč tudi podira družbena področja. Recimo, Chantal Mouffe govori o tem v agonistiki, da je pod pritiskom kapitala so muzeji, torej kulturne institucije, spremenile svojo prvotno funkcijo, ki bi naj bila, recimo, izobraževanje ljudstva o dominantni kulturi, v kateri živi, so postala področja prostor zabave. Če citiram, njene besede zvenijo takole. Glavni cilj teh postmodernih muzejev je služiti z razstavnimi uspešnicami in s prodajo raznovrstnih izdelkov turistom. Torej, če še enkrat zastavim vprašanje, ali je možna avtonomna umetnost? Verjetno bi marsikateri neoliberalni ekonomist rekel, da je umetnost v tem času ne ravno dragocena, temveč bolj draga, morda predraga. Če se sama ne vzdržuje, potem, no te misli ne bi sledil, ta misel me niti ne zanima, kaj bi ta izjavil. Pač pa me zanima kopica nekaterih vprašanj. Nina je že najavila vprašanje, ali umetnost lahko zrcali dominantni diskurs gospodstva. Drugo vprašanje, pravzaprav sklop vprašanj, se veže na samo gledališče. Torej me zanima, ali je možna komedija, sicer komedija, ki smeši prevladujoča prepričanja in interese vidne osebnosti, pa ne samo Trumpa, ampak tudi Nobelovega nagrajenca za mir, recimo Mir na kredit, Obamo, pa recimo koncepte, kot so nizkoogljična zelena prihodnost, pa morda oblastne dispozitive, kot je reprezentativna demokracija, kjer bi naj volili zastopnike naših interesov, ki morda bolj zastopajo interese kapitala, bank, borz, multinacionalk, morda tudi nadnacionalnih združenj, institucij, kot so NATO, pa še kakšni mednarodni denarni sklad. Torej, ali je možno smešanje teh oblastnih institucij? Drugi sto vprašanj se veže na tragedijo, ali je danes možna tragedija. In sicer tragedija, ki se ne ukvarja z zakonom in smislom, temveč z izvorom zakona. To je nezakonom in nesmislom. Tu smo seveda takoj pri filozofsko rečenem pojmu biti ali pa konceptu jouissance, užitka, ki razkraja smisel. Na tem mestu seveda vznikne vprašanje subverzije. In ko smo pri subverziji, ne moremo mimo psihoanalize, dveh pojmov, ki jo je psihoanaliza proizvedla, in to sta gon in nezavedno. Če kaj razkraja hegemonski, dominantni diskurs, potem ravno koncept nezavednega in gona.
In sedaj zveni, kot da trdim, seveda implicitno trdim, da se psihoanaliza ne ukvarja samo z individualno prakso, temveč tudi proučuje družbo. Sicer to ni nova teza, o tem je že govoril Freud v množični psihologiji, analizi jaza leta 21, kjer trdi, da je recimo individuum vozlišče družbenih sil. In struktura, ki vzpostavlja imaginarni jaz, vzpostavlja tudi družbeno vez. Skratka, patologija individualna je še kako v razmerju z družbo. Predvsem je dostikrat posledica hegemonskega diskurza. Sedaj bom skušal orisati ta hegemonski diskurs najprej skozi psihološko podobo, zato bom uporabil gledališko igro Vaje iz tesnobe Vinka Möderdorferja in potem bom na to pripel še Lacanovo teorijo 4 diskurzov. Vinko Möderdorfer v začetku te igre zapiše navodilo, sicer navodila za režiserje. Avtor pravi: slike naj bodo resnične, enostavne, silovite in krute. Saj gre predvsem za enostavne in očiščene psihološke odnose med ljudmi, vržene v brezobzirni svet ekonomskih in človeških razmerij. Da se upeljamo v to tematiko, bom na hitro obnovil zgodbo. V tem delu so vsi liki, ki se pojavljajo, posredno in neposredno odvisni od dramskega lika, ki ima ime Mož v obleki. Ta mož v obleki je bivši mesar z nedokončano živilsko šolo, ki je v času osamosvojitvene vojne bil v pravem trenutku na pravem kraju. Kar pomeni, kot razkrije v enem pogovoru, da je pijan v času vojne z bazuko. Slovenskega izraza ne vem za bazuko, recimo v JNA so uporabljali izraz ručni bacač ali pa Nemci Panzerfaust. To je neka protioklepna naprava, s katero se strelja na oklepno sredstvo. No, on je pijan zadev tam poln vojnih obveznikov. Vojni obvezniki, ti so bili stari 19 do 20 let. Pravi, da ga je zažgal. In za to dejanje je dobil priznanje osamosvojitelja. Kot zaslužni osamosvojitelj je potem prišel v kroge, kjer so se delile, kako bi rekel, možnosti hitrega obogatenja. Takrat je bil čas, ko je bilo potrebno družbeno lastnino privatizirati. In kot se izrazi, je kupil za 1 evro podjetje. Sedaj ima s tem podjetjem težave. Pravzaprav ima težave zaradi tega, ker nam pritiskajo sindikati in novinarji. In rad bi se znebil tega podjetja. Zato pa potrebuje nekoga, in sicer nekoga, ki bo to idejo udejanjil. Sam namreč noče, ker hoče ohraniti sloves častnega osamosvojitelja. V svojem podjetju na nekem sestanku opazi mladeniča, ki na sestanku predlaga optimizacijo, prestrukturizacijo, kakor je to v navadi teh podjetij bilo, skratka, da poveča dobiček. Ta fant predloži, da bi optimizirali podjetje tako, da bi odpustili 42 čistilk, delo, ki ga upravljajo čistilke, bi si razdelili med delavci, torej delavci bi delali pol zaključku dela še malo več in sicer zastojno. Generalno čiščenje pa bi upravljalo podjetje, tega sicer ni povedal, ki pa je v lasti njegove punce. In mož v obleki je videl, da tega se da staviti. Ta bo marsikaj storil, da bi postal to, kar sem jaz. Torej, mož v obleki. Dramski lik je fant v obleki. In sedaj ta dva lika se znajdeta v gostilni in se pogovarjata. In pogovor gre takole. Mož v obleki. Mož v obleki pravi: jaz se bom umaknil. Veteran, zmagovalec,
osamosvojitev vojne bo odšel v zasluženo penzijo. Čistih rok. Nič ne bom imel s tem. Novi časi, nova generacija, nove poslovne metode. Vi boste vse zajebali. Ne jaz. Jaz bom samo še bolj bogat. Dalje. In ne bo goljufija. Vsaj nadaleč ne. Prodamo pač, kar je bilo nekoč njihovo in zdaj je naše. Moje. Fant. Pa ljudje. Kolateralna škoda. Za njih naj poskrbi država. Upam, da nimaš moralnih zadržkov. En fant jih res nima. Torej, mož v obleki mu ponudi, da spremeni podjetje v nekaj kovčkov denarja, en kovček bo po tem realiziranem poslu pripadal njemu. Toda, ker je mož v obleki kapitalist, hoče od kupčije še presežni dobiček, presežno vrednost. In ta vrednost je telo punce od fanta v obleki. Skratka, mož v obleki hoče še osebno darilo, hoče spati s fantovo punco. To utemelji s tem, da pravi, da smo na daj dam svetu. Ne vem, če poznate, tudi Svetlana Makarovič poje o daj dam planetu. In na daj dam svetu so pravila taka, da moraš dati, da dobiš. In ker bi fant v obleki rad po vsej sili postal mož v obleki, bo prisilil, ali se je skušal prisiliti svojo punco v telesni odnos z možem v obleki. Fantova punca, dramski lik punca v trenerki, se ukvarja z jogo, je vegetarijanka, izvaja afirmacije o tem, da bi bila neodvisna od tuje volje, nekako ima problem s tem, da ji vsiljujejo svojo voljo ljudje. Ima težave zaradi tega, ker sta s fantom v obleki že izvedla nekaj moralno spornih zadev, recimo lažirala sta trk z avtom in poškodbo, torej prevarala sta zavarovalnico, kar bi še morda šlo, če prevaraš kakega kapitalista, ampak tudi svojo babico sta spravila iz stanovanja v dom za ostarele in kupila od nje stanovanje po smešno nizki ceni, medtem ko babica od žalosti tam umrla, kamor sta jo pač spravila. Spet ima težave s tem poslom, ki ga je sklenil njen fant, torej generalnega čiščenja. Pritožuje se na tem, da je odžrla delovna mesta in ko je izvedela, da je ena čistilka naredila samomor, jo to še bolj teži. Skratka, punca ta se pogreza v tesnobo. Tukaj imamo en odlomek, ki ga bomo z njim delili. In sicer pošti punca v trenirki. Poljezdramski lik, fant v obliki. Ljudje me sovražijo. Slaba karma. A joga več ne pomaga? Tesnoba ostaja. Rad te imam. Vedno več je. Rad te imam. Vse povsod je. Rad te imam. Zrak med nami je. Rad te imam. Tesno. Torej, punca v trenirki ima problem. Popušča zaradi svoje želje, ne vztraja, ni zvesta svoje želje in zaradi tega prihaja na mesto neizpolnjenega hotenja njenega tesnoba. Vedno več. In sedaj, ko fantu govori naprej, da ne bi mogla s tem živeti, ji fant pregovarja, denar vse odpravi, pozabilo bi vse napake za nazaj, skratka to jo bo oba osvobodilo in jo prepriča. Punca gre v hotel, mož v obleki pride, vzeti še njej presežni užitek. Pljudežuje je lahko presežni užitek, kot več užitka ali pa nič več užitka. Mož se v bistvu nafila z Viagro in želi, da punca med spolnim odnosom govori še opolske besede. Ko to noče storiti, jo seveda, recimo, kaj govori. Nisi moralna in fina, ko si ubogim čistilkam odžirala delo. Zdaj si pa kar naenkrat moralna in fina, ko se treba pofukati za 1 milijon evrov, za biznis, za brezskrbno življenje.
Kaj? Torej, punca v obleki postane kos mesa, nad katerim se izživlja mož v obleki nafilan z viagro. Sedaj bom poskušal to dramsko delo umestiti v strukturo diskurza. In sicer najprej bom kar napisal diskurs gospodarja Pavla. To je diskurs gospodarja in pa mesta, stalna mesta diskurza. Prvi dejavnik, drugo mesto delo, tretje produkcija, in četrto resnica. Glede diskurza, na kam pravi diskurs, to ni nekaj, to ni koncept, to ni nekaj, kar je bilo mogoče z analizo potegniti, abstrahirati iz neke realnosti. Diskurs po njegovo spada v temelje, kot se izrazi v same oboke realnosti. Je nekaj, kar strukturira samo realnost. Pravi, da se besede v diskurs naseljajo kasneje. Sedaj, če si ogledamo te označevalce, na hitro jih malo na hitro še prišijem katere druge označevalce. Če začnem z S2. S2 nakon označi kot baterijo označevalce, kot trebur velikega drugega, kot trojanskega konja. Skratka, gre za neko vsoto označevalcev. Za sam označevalec velja, da lahko označuje karkoli, razen samega sebe ne. In da so med sabo enakovredni. Recimo, če izvedem prehod na S1, ki je označevalec gospodar. Če imamo v tem prostoru neke označevalce, pisalo, čevlji, stol, ljudje, pa če kakšne pojme še dam, svoboda, komunizem, pa še kakšne institucije, muzej, banka, NATO, trg. Vsi označevalci so naključno izbrani. Med sabo nimajo nekega ravno razmerja. Če se daj en označevalec potegne za označevalec gospodar, recimo trg, kot označevalec gospodar, potem prešije vse ostale označevalce in lahko dobimo neko strukturo. Trg, če naj bo kapitalističen trg, potem določi vsakemu vrednost. In so že v razmerju. Največjo vrednost recimo ima banka. Najmanjšo komunizem, gotovo. S1, označevalec gospodar. Lahko tudi intervenira v neko vednost. S2 se dostikrat predstavlja kot zaključena vednost. Ko so označevalci v nekem razmerju, tvorijo neko vednost. Recimo, da smo imeli v preteklosti polje psihiatrije, ki je obravnavala pacijente na razne načine. Med drugim tudi z elektrošoki, z ledenimi kopelmi. Potem se pojavi Freud in obravnava ljudi z besedami. In ne samo to. Freud da besedo analizantu. To je res v polje neke vednosti. Skratka, novi označevalec, psihoanaliza spostavlja neko drugo strukturo v tem prostoru. Sedaj, če se preselimo na subjekt S. Subjekt v psihoanalizi ni subjekt neke vednosti. Ni individuum, živ individuum. Živ individuum je podlaga za njega. Do subjekta pride, ko živo bitje pade v področje govorice. Takrat ga preči področje govorice, ga kastrira, mu odzame, to sedaj že prehajam na mit, stik z enostjo, z masivnim objektom uživanja, das Ding,
otrok in mama, otrok prisesan na prsi mame, je v neki enotnosti. Ene. Nekateri govorijo tudi, Freud piše o tem oceanskem občutju, kot da smo vsi povezani. No, z padcem v polje govorice se to zgubi. Nastane področje manjka. In smo že pri objektu A. Iz tega manjka, ki smo ga deležni vsi individuumi, vznikne funkcija objekta vzroka želje. Na tem mestu manjka, ko recimo, če poenostavljam ali če metaforiziram, ko se da zdim masivni objekt enotenja, raztrešči na koščke, nastanejo parcialni objekti. Ti objekti so dobri, ti objekti so cilj gona, ampak potem sedaj ne bi. Skratka, na tem mestu manjka je možna proizvodnja neke fantazme, ki zapolni ta manjko, in fantazmatski objekti so lahko tudi cilj želje. Sedaj bom umeščal te dramske like iz vaj iz tesnobe v diskurs gospodarja. Na tem mestu že vem, kdo bo, ne? To bo mož v obleki. On je dejavnik. Za dejavnik, za gospodarja je značilno, da gospodarja ne zanima, kako stvari funkcionirajo, glavno je, da funkcionirajo. Ne zanima me, kako boš ti speljal kupčijo, kako boš pretvoril podjetje s kakšno svinjarijo ali pa ne, lahko je moralno čisto, v kovčke denarja. Mene zanimajo kovčke denarja. Produkcija kovčki denarja. Kovčki, recimo. Kovčki pri možu. Delo, fant v obleki dela. Rad bi postal mož v obleki. Tudi on ima en objekt. Recimo kovček. Tukaj se nahaja še punca v trenerki. Njen objekt je malo bolj naporen. Tesnova. Pravzaprav preveč se približa objektu, zato nastopi tesnova. Imamo še več dramskih likov. En dramski lik je starejši delavec. Starejši delavec. Starejši delavec, to je možakar tik pred penzijo, njegova vrednost naglo pada. Iz njega je vedno težje izvleči nekaj presežne vrednosti, dobička. Zaradi tega se ga hočejo v tovarni znebiti. Enako se mu dogaja na individualni ravni v odnosu s svojo hčerko, ki prihaja k njemu samo zato, da jemlje, dokler še ima, recimo, ženin servis ali mamin servis, babičin čipkani prt, krompir, poročni prstan, tako dolgo prihaja. Ko je odnesla vse iz hiše, kar je bilo kaj vredno, kar je lahko pretvorila, je več ni. Ta mož v obleki se večkrat v drami znajde za mizo in gleda svoje roke. In govori roke, roke. V enem prizoru se znajde z mlajšim delavcem. Oba delata za prešo, ki preša vrata avtomobilska. Ta preša z močno silo pritisne na neoblikovan kos pleha in potem prije v avtomobilska vrata. No, njun odnos je, recimo, šel skozi fazo v peljavanje. Starejši delavec je vpeljal mlajšega delavca v delo. In ko je mlajši delavec prvič se preveč približal preši, ga je stari žgal z palico po rokah, tako da so ga roke skelele še 3 dni. Seveda, mu je rekel, ta bolečina ni nič proti tej, ki bi bila, če bi te preša potegnila in bi ti zmlela roke. Delata, leta, na kar se zgodi scena, ko starega vedno bolj vleče z rokami pod prešo. In mladi to vidi. In se zgrozi in starega malo pahne. In kako gre pogovor naprej? Reče mladi, ja, če bi to ti roke, če bi ti potegnilo, bi to pomenilo zastoj proizvodnje. To bi pomenilo, da bi midva proizvedla 200 vrat manj
to bi bilo toliko denarja in gotovo bi meni utegnili nekaj od plača in tebi. Skratka, drama se vedno znova suče okoli nekega dobička. In sedaj starega vedno vleče, zadnji prizor je, stari sedi za mizo z obvezanimi štrncli. Skratka, fantazma njegova je roke. Roke, lahko bi rekel tudi manjko rok. Potem imamo še eno osebo, sicer dekle. Dekle nastopi v prvem prizoru in sicer v štali, v kateri je njen oče s pnevmatskim kladivom ubil vso živino, nato pa še sebe. In se odloči, da bo šlo v mesto, z vasi v mesto, poskušati se preživeti. Pride v tovarno, kjer se poskuša preživeti, kot šivilja prevlek za sedeže. Norma je postavljena zelo visoko in sicer z namenom, da bi lahko ukinili proizvodnjo, da bi lahko preselili proizvodnjo, recimo na Kitajsko, kjer je bolj poceni delovna sila. Seveda dekle ne uspe izpolniti norme in je odpoščeno. Potem pristane med prostitutkami. Nato enkrat jo ena stranka pretepe in potem se odloči, da se bo vrnila domov. Do tega še pridem. Vmes pa proizvede eno fantazmo. Ta fantazma je tudi zelo stilsko zanimiva. Recimo povedi, kakšne uporabljajo pisatelji. Večinoma so enozložne povedi, zelo redko so dvostavčne ali trostavčne. Pa sladnje je zelo preprosto. Gre recimo tako. Vem, kaj me čaka. Mesec bo nad hišo bled in mrzel. Hlev bo prazen. Peč v hiši samela, odkadar me ni. Poskusila bom, tako kot moj oče, kot moja mama. Najprej bom obdelala vrt. Če bo lep, bo šel do mimo in se bo ustavil. Mogoče bo to moj fant, moj mož. Ne bom izbirala. Prvi, ki bo dober z mano, bo vstopil v hišo in vame. Potem bo hlev spet poln in moj trebuh. Hlev se bo polnil, počasi, kot hiša. Vrtiček bo postal vrt in za hišo bo spet naredila njivo. Potem še enega otroka in še enega. Potem bo dovolj. Lepo nama bo. Vsakega otroka bo zapil. Pri tretjem bo pil cel teden. In za praznike. In pred prazniki. In vsak dan. Živela bom z njim. Skrbela za hišo, za vrt, za hleb. Ko bo pijan smrčal, bom vstajala v zgodnjih jutrih, ko bo bela mlečna svetloba lila na najino posteljo. Spominjala se bom očeta, mame. To vem. Zdaj, ko stojim tukaj, to vem. Ampak nimam izbire. Samo zdi se nam, da je življenje kot reka in da lahko izbiramo, kje bomo stopili vanjo. In potem bom umrla, kot moja mama. On bo živel sam. Mogoče se bo še enkrat poročil. Mogoče bodo otroci skrbeli zanj. Mogoče bo v obupu in žalosti pokončal krave in potem pritisnil pnevmatsko kladivo na svoje čelo in mu bodo možgani briznili skozi oči. Mogoče se bo ponovilo. Ne vem. Ni veliko izbire. Pravzaprav nimamo nikoli nobene izbire. Ne vem, če lahko sploh to označim kot fantazmo, ampak to je produkcija dekleta. Sedaj pa pridemo še na mesto subjekta. In sicer kakšnega subjekta, kakšen subjekt se pojavlja v drami. Pojavlja se več likov. Jaz si bom razdelil recimo na
subjekti, ki podpirajo, ki vzdržujejo sistem gospodarja in eni, ki so odtegnitveni. Recimo, en primer je primer, v katerem pride do zanikanja. Sicer to maznino nekako odigrala. Ostal bom za strojem še kako leto. Mogoče ne bojo več odpuščali. To delo ni zame. To sem samo začasno. Tudi jaz sem tako mislil. Da malo ozdravim. Pa sem ostal 30 let. Tišina. Torej, mlajši delavec je pod pritiskom. Hčer je bolna, zaveda se, da je delo naporno, nevarno, da plača prihaja tudi z zamikom, včasih 3 mesece. In vseeno ne more izreči realno te situacije. Zato se poslužuje mehanizma zanikanja. In s tem vzdržuje diskurs gospodarja. Glede na to, da plača prihaja s 3-mesečnim zamikom, ima od tega nekdo korist. Še en lik se poslužuje zanikanja, ampak tudi še enega drugega mehanizma, in sicer utaje. Ta lik je kadrovik. Kadrovik se zaveda, da ga imajo v podjetju samo še zato, da odpušča delavce in da bo na koncu tudi sam odpuščen. Ampak nekako živi potem, kot je rekel Manoni, saj vem, da, ampak. In ostaja na tem delovnem mestu, s katerim ima probleme, da jih odpušča ljudi, ki se borijo za svojo eksistenco. Seveda na koncu tudi sam odpuščen. Vmes pa zahaja k prostitutkam in vedno znova pravi, jaz nisem reden, ampak je reden. Torej zanika to svojo rednost in svojo delovno mesto odpuščanja drugih. Utajuje. Torej, to sta dva subjekta, ki vzdržujeta diskurs gospodarja. Tretji je brezposelni mož čistilke, do katere še pridemo, Šefika, Emir. To sta edini 2 lastni imeni, ki se pojavita v drami. Verjetno zato, ker nakazujeta njun muslimanski izvor, bosansko poreklo. Ta Emir je razočaran na življenju, počuti se nesposobnega in zaradi tega pije. In ne samo pije, pretepa in zmerja ženo. Te figure podpirajo diskurs gospodarja. Sta še 2 figure, ki sta pa ženska lika. In prihaja, jaz bi rekel, da so to odtegnitveni subjekti. Bomo z Nino prebrala dialog, v katerem se vidi odtegnitev. Sicer je to zaključni dialog, s tem se drama konča. Toliko nesrečnih ljudi. Ki jim ne moreš pomagati. Ja. In zdaj? Zdaj? Kaj boš zdaj? Pa ti? S tabo bom šel. Z mano? Kamor greš? Jaz grem domov. Prav. Pa domov. Ta zadnji dialog je presekan z obilico tišine in ne konča se z besedo, temveč s tišino. Ta dva lika se odtegneta, saj izgleda, da se odtegneta gospodarju, zapustita mesto. Fant je najprej delal kot policist, v prvem dialogu je srečal dekle v štali, ni zmogel delati kot policist, potem je delal kot varnostnik v tem podjetju in je metal te nesrečne ljudi, ki so hodili prositi za delo na cesto, tam ni zdržal, potem sta se srečala na avtobusu in fant se je priklopil temu dekletu, ki je imelo vsaj nek izhod iz te situacije. Vprašljivo je, če te diskurs gospodarja ne doseže tudi na vasi,
v domu. Torej, mesto subjekta je problematično v tej drami. Sedaj sem mu preselil na diskurs psihoanalize. Sicer najprej ga zapišem. Diskurs analitika. Na mestu gospodarja se nahaja mali ja. Po ene strani označuje analitika lahko, ampak še bolj objekt razlog želje. Analitik se v tem diskurzu stori za objekt razlog želje subjekta, da sproži njegovo nezavedno. Torej, pride do neke vrste histerizacije v umetnih pogojih pri analizi. To pomeni, ponavadi gre v psihoanalizi za nevrotični subjekt, ali za histerika, ali za obsesivca. In kaj stori analitik? Da mu besedo. Povabi ga analizanda, pove karkoli. S tem, ko ga povabi k besedi, mu ponudi mesto gospodarja. Tisti, ki govori, je gospodar. Tisti, ki posluša, je podrejen. In sedaj analizant proizvaja. Proizvaja označevalce, cilj je, da proizvede označevalec gospodar, ki bi spremenil njegovo celotno situacijo. Jo na novo prestrukturiral. Če še zapišem diskurs histerika. Torej, histerik kot hrbtna plat. Analitika proizvaja označevalce. Ti označevalci tvorijo neko vednost. Vednost o čem? Vednost o tem, da je gospodar kastriran. O tem, da gospodar ne ve, da je gospodar nesposoben. In to je točka, ki je ključna tudi za umetnost. Nasploh za komedijo. Gospodar je nesposoben, ne ve, se pretvarja, zakrinkava svoj manko. Če umetnost vzame to točko zares, lahko marsikaj prikaže. In sicer ne samo smešenje gospodarjev, teh, ki jih vidimo, ki se nam prikazujejo, ampak je možno tudi tragedija iz te točke, iz točke manka zakona, iz točke manka hegemonskega diskurza, iz te prekinitve. Ta diskurs je v bistvu kontingenten, je naključen, kontango, se nekaj sodotika nečesa, naključja. Ni, kot bi nas radi prepričali, diskurs o prostem trgu, ni to nekaj naravnega. Diskurs univerze, ki ga sedaj tukaj nimam, je pa za četrt obrata od diskurza gospodarja v levo. Je tudi sodobna verzija gospodstva. Dostikrat je univerza v funkciji kapitala. Recimo, univerzi proizvajajo označevalne tvorbe, s katerimi nam razlagajo svet, človeka, nas orientirajo. Če navedem, recimo, lahko rečem neoliberalnega guruja, morda ne več danes, ampak nekoč, Friedmana in njegove čikaške dečke, ti so precej spremenili svet.
če že ne konkretno slovenskega posredno, pa vsekako konkretno Svet v Čilu. Tam je po demokratični volitvi prišlo do državnega prevrata v režiji CIA, na oblast je prišel general Pinochet in njegov minister za ekonomijo je bil ravno ta en izmed čekaških dečkov. In tam je lahko Friedman prakticiral svojo teorijo. Kam je to pripeljalo, v to se sedaj ne bi spuščal. Skratka, univerza in gospodar, kapital, dostikrat vzajemno delujeta. Sedaj bi še na hitro se dotaknil gledališča in psihoanalitične situacije. Pravzaprav bi jo sopostavil. In kar je homologno obema strukturama je to, da sta poziciji pri obeh govorca in poslušalca. Čeprav sta malo zamaknjeni. Recimo v gledališču govorijo dramski liki. Oboj gledališče in psihoanalitična situacija se proizvajajo misli in afekti. V gledališču dramski liki proizvajajo misli, afekte, ampak so sami nedotaknjeni. Tisti, ki je cilj teh misli in afektov, je gledalec. Gledalec je tisti, ki, če njihova misel ali efekt zadene in ga razcepi, lahko postane subjekt neke vednosti, ki pa še se ne ve. Vednosti nezavednega. In če to odnese gledalec iz gledališča, potem je gledališče doseglo svoje. Gledalce je skristariziralo, gledalec se lahko sprašuje, kaj sem, kdo sem, kam naprej, kako. Lahko se ukvarja sam sam. Torej, imamo v gledališču govoreče gledališče in molčečega gledalca, ki je zadet, kristaliziran. V psihoanalitični situaciji imamo drugačno zadevo. Tam imamo govorečega analizanta, ki je zadet z občutje, in analitika, ki molči, ne vem, če je zadet. Včasih gotovo kakšen kontratransfer pride, ampak naj ne bi bil. In spet neka homologija še za konec. Oba, tako gledališče kot analitik, na koncu pristaneta na poziciji izmečka, odpadka. Če pa ne pristaneta, potem imamo problem. Ker če ne prije do odločitve analitika in analizanta, potem je analizant v odvisnosti od analitika. In iz te zveze ni moč proizvesti označevalec gospodar, ki bi na novo postavil njegovo individualno situacijo. Skratka, stava je na tem, ali gotova odvisnost, ali negotova samostojnost. In dober analitik poskrbi, da analizant gre v negotovo samostojnost. Sedaj pa je že čas, da se jaz skinem z te pozicije gospodarja in dam vam kakšno besedo, da mene histerizirate. Ampak ni. Hvala. Odpiramo prostor dramatične razprave. Jaz bi samo eno stvar omenila, ki jo mogoče niste tako izpostavili, kar se te drame tiče. In to, kar ima ta fant v obleki, pa punca v trenirki, to slabo, grdo preteklost, je mene zelo šokiralo, da je to dejansko mož v obleki vse že vedel o tem fantu. Tako da to bi še dodala. Kako dejansko se vse pozanimal o njem, predno mu je ponudil to mesto. Gospodar ima vedno kako tajno službo, ki zbira informacije. In s temi informacijami odlično operira, da doseže svoje. Dober dostavek. Še kakšno vprašanje, komentar? Potem bi jaz na tej točki mogoče odprla neko iztočnico,
se mi zdi v tej navezavi izjemno zanimiva. In sicer za izhodišče bi vzela knjigo Gledališče kot oblika spektakelske funkcije. Gre za delo Zoje Skušek-Močnik in sicer izšlo je leta 1980. In glede na to, da se samo izhodišče ukvarja ravno z prepletom same dramske igre, dramske umetnosti, gledališča in pa družbeno-političnega sistema zlasti v nekih tržnih pogojih, bi prebrala nek odstavek iz tega dela, ki najbolj nazorno ilustrira ravno to poanto, ki je bila izpostavljena na začetku. Se pravi, da psihoanaliza nikakor ni razločena od same analize družbenega, se pravi upetosti v sam družbeno-kulturni kontekst. Se pravi, gre za njen dialog z svetom, za dialog z samooznačevalno strukturo, ki determinira nekega subjekta in njegov simptom. In lahko se vzame ta odstavek kot seveda simptomalen, zato sem da povedala, v kakšnem kontekstu je bil zapisan. Gre pa takole. Očitno je torej, da je tudi v družbi, ki jo obvladuje blagovna proizvodnja, gledališče ustanova, ki se je menjalno-tržna razmerja dotikajo le obrobno in je ne morejo temeljno opredeljevati. Pri gledališču gre za nekaj, kar presega splošni komercializem kapitalistične družbe in kar že v sami meščanski ideologiji ne deluje v skladu z njenimi siceršnjimi kramarskimi premisami. Subvencioniranje gledališč je tako rekoč transhistorično, od Grčije do sodobnih nacionalnih teatrov. Vse te posebnosti gledališča izvirajo iz tega, da je gledališče najprej in predvsem predstava in ves lesk, s katerim je mogoče povečati privlačnost, je namenjen temu, da poveča izjemnost te predstave. To pomeni kraja in časa gledališke uprizoritve. Vsi prijemi, s katerimi je mogoče povečati odličnost gledališkega dogodka, pa so le dodatni postopki. Gledališki kraj in čas definira edino le predstava. Zakaj sem prebrala ta insert? Lahko se seveda znotraj tega odpre sama diskusija, ampak gre v bistvu za nek izjemno ideološki zastavek, seveda. Ideološki zastavek iz seveda nekega konteksta, seveda jasno reči, da smo izven ideologije, je prav tako ideološko kot reči, da kritiziramo samo ideologijo ali jo pa ne. Ampak kot nek kontrapunkt se mi zdi zanimiva iztočnica tega, kaj pravzaprav pomeni gledališče v nekem času izdaje nekega dela, ki analizira samo dramsko umetnost v primerjavi recimo z nekim določenim časom, torej 35-40 let kasneje, kjer je v bistvu to isto vprašanje postavljeno v izjemno drugačen kontekst. In kaj to pomeni za psihoanalizo, glede na to, da gre za delo, ki je bilo proizvedeno ravno v kontekstu teoretske psihoanalize. Tisto vprašanje namreč, ki bi ga mogoče želela znotraj tega seveda izpostaviti, je odgovor na to, ali umetnost lahko opravlja funkcijo zrcaljenja oblastnega diskurza ali ne. Subvencionirano vsekakor. Če pa je odvisno samo vzdrževanje, potem pa je to odvisno od nas, koliko podpiramo. Čeprav ne vem, verjetno bi nekdo med nami moral biti še zelo bogat, da bi bil mecen takega gledališča. Je pa zame gledališče angažirano prostor, kjer se prikazujejo družbena protislovja.
to, kar oblastni diskurs ne izreče ali zakrinka. Ena taka točka gotovo bi danes bila migranti. Na kakšen način konkretno? Migranti, recimo, kaj sproža sam pojem migranta v slovenskem prostoru. Ena izjava mi je bila zelo všeč, ko je nekdo izrekel, da če samo pade senca migranta prek teh tehničnih ovir, smo že Slovenci v šoku. Torej, ne da prestopi, da kdo zaprosi za azil. To se seveda naveže recimo lahko na problem drugosti ali pa zakaj me ta drugi ogroža, pa identitete neke naroda. Miller piše o zakaj nas drugi ogroža, zaradi načina njegovega, nekakšen on uživa. In dostikrat se to oblastni diskurs tega posluži in proizvede drugega, ki krade naš užitek. Skratka, ne vem, koliko se to v slovenskem prostoru govori, ampak v nemškem prostoru pa gotovo, da prihajajo migranti in kradajo nam delo. Čeprav morda kradajo tako delo, ki ga sami Nemci nočejo delati. Vsekakor pa ne kradajo samo umazanih del, ampak dejansko tudi služijo kapitalu, da spušča vrednost delovne ure. Več je ljudi, ki so pripravljeni delati za manj denarja, dosti lažje pridejo podjetja do dobička. Nemški delavec pred 20 leti je recimo zaslužil toliko, danes dosti manj. Migrant pa še manj. Migrant, ki ima drugo barvo kože, pa še slabše obvlada jezik in se slabše postavlja za sebe, pa še manj. Moja žena dela v Nemčiji, to lahko o tem bolj govorim. Tam obstajajo tudi podjetje, ki se reče Zeitarbeitsfirme. Cel podjetje ima nek projekt in potrebuje za določen čas določeno količino delavcev. Ti delavci delajo za dosti manj denarja, pa še ta podjetja jim ponudijo in prevoz in še nekaj in še odtegnajo. Skratka, to, kar dobijo, pride pod 7 evrov. Torej, migrant, funkcija migranta pri kapitalu in potem zastrašenje ljudstva. Ogromno se lahko z migrantom manipulira. Ob tem pa ni neke odprte razprave. Kdo, kaj je migrant, zakaj prihaja. Ne vem, koliko ljudi želi migrirati iz arabskega okolja, recimo iz Sirije v Evropo. Iz Sirije predvsem zato, ker je to bila nekoč arabska socialistična država, zelo sekularno urejena, kjer so razne etnične skupine živele, tudi kristjani. Ne vem, če veste, ampak kristjani so dejansko podporniki Bašara predsednika. In pri nas to malo drugače predstavlja. Ker v diskurzu gospodarja vsekako spadajo še mediji. Sploh tam, kjer so privatizirani. In sedaj neke vrste simptom za mene je, ko večina medijev poskuša subvertirati Trumpa. Seveda ne zagovarjam Trumpa, ampak vseeno je simptomatično, kako Trumpa prikazujejo. Recimo v Nemčiji Spiegel, medij, ki bi naj bil za intelektualce, revija Intelektualna, nekoč je prikazala Trumpa z odrezano glavo od kipa Svobode. Nedavno je neka ameriška komičarka se postavila z odrezano Trumpovo glavo. Trump, označevalec. Kaj označuje Trump? Kakšno družbeno protislovje ta označevalec prekriva, pokriva? Kaj je potem? Kar ne nazadnje gre pri samem portretiranju tovrstnih likov za neko relativno komično razsežnost, ki zakriva ravno nek naboj, ki je sicer neobvladljiv, se pravi sama komičnost je jasno v funkciji neke neutralizacije in hkrati subverzije.
Ampak recimo to je zanimivo vprašanje, ne, same komičnosti, kdaj pravzaprav komičnost odpira neko osvoboditev samega subjekta in kdaj vodi neko tovrstno politiko ali tovrstno idejo do realizacije. Seveda poznamo v sami politiki veliko likov, ki se jih potem tudi v sami filmski, teatralni produkciji večkrat uporablja ravno zaradi neke karakterne specifike, lastnosti in tako naprej. In se ravno skozi to omogoči bistveno lažjo pot neki določeni ideji, kot je recimo v tem primeru politika, kjer je mogoče gledališče na nek način v sami dvojni funkciji oziroma sami imitatorji, igralci, ki upodabljajo tovrstne like. Ja, večinoma je to instrumentalizirano, ne. To s Trumpom, to je instrumentalizacija, ne. To je ravno bila komičarka, ki se pojavi s Trumpom odrezala glavo, ne. Dejansko Trump je ogrožena oseba, ne. Trump, če bo nadaljeval tako, kot nadaljuje, zelo zna se zgoditi, da bo končal kot Kennedy. Nemci imajo izraz bo gedalast. Dallas je mesto, kjer je bil Kennedy ustreljen. Se pravi, so na vidiku vaje iz tesnobe. Ja, pa to, emigranti. Ja, samo jedno vprašanje. Močno njih neposredno povezano z zadnjim temom. Recimo ta gledališka igra, ne, se mi zdi podoben primer v odnosu tega, kako recimo umetnost reflektira stanje družbe, recimo kapitalizem. Ne. Ampak meni se zdi pri takih primerih, da to ni nobena kritika, ne, da to ni noben revolucionarni naboj, ampak lih obratno, je neko tolaženje. Ne. Recimo, ne, ko sem bil srednji, sem poslušal dosti metal, ki so imeli ful političnih besedil, ne, ful proti režimu, proti sistemu, proti vojnam, proti vsemu, ne. Ampak to nikoli ni bilo, ni imelo ničesar, da bi nekaj naredil za to, da bi vedno je bilo neka tolažba, aha, okej, kot da si poslušal ono pesem, ali si pogledal to gledališko igro in kot da si potrdil, da smo vsi normalni, da nisi samo jaz nor, ki si mislim, da je to takšna norišnica, ne, in potem greš domov mirno spat nekako, ne. Mene zanima, mogoče zdaj, nekako pač nisem sam več psihoanalizer, tako da me to zanima, ker se čutim, da bi mogel biti nek moment, mogoče nekega gnusa ali česa bi to moglo biti, da bi doseglo ta učinek, ne. Ker če ti reflektiraš normalnemu človeku naše stanje, bi to moglo, ne vem, bruhati, mislim, ne vem, ne. Če bi to nekako skozi umetnost, ki nam bi posredovala živ občutek, recimo, ne, da ne gre zgolj za vedenje, ampak za posredovanje samega občutka, ne. Kaj bi mogla umetnost imeti, mogoče skozi to psihoanalitično govorico, da bi prišel do tega momenta, ne. Moje to bi mogli iti vsi voliti gledališča, ne vem, ne, polomljeni pa znotraj, ne. Tako pa gre ven, v bistvu vsi še bolj zdravi na nek način, ne. Ja, gledališče, ki je v neki terapevtski funkciji, ki ne nazadnje vduši tisto subverzivno razsežnost samega subjekta, ne. Ja, mislim, ker vem, če to samo če dodam, ne, edina se mi zdi razsežnost umetnosti, ki lahko deluje na ta način, je čisto na abstraktni ravni, ne, ki ne bi mogli zdaj opisati, kako s to igro, ne, ker je čisto abstraktna, ne, v nekem smislu mogoče, da doživiš sočutje, ne, da potem pri imigrantih, da mislim, da ne gre za nobeno logiko, ne, da gre čisto za to občuti, da ti postane samoumevno, ne glede na tvoje politično prepričanje in izobrazbo, da tega človeka moraš pustiti čez mejo, ker vrnotiš samo življenje, ne. Tako, to se mi zdi pač edino, ja, to. Glede revolucionarnosti, ne. Če bi želeli spremenjati sistem, potem pridemo nujno do vprašanja organizacije, ne. S tem se več gledališče toliko nakvarja za samo organizacijo, to je že področje politike, ne. Je pa sigurno za mene vsaj simptomatično odsotnost odslikavanja revolucionarnih dogodkov, recimo Pariške komune, pa česa drugega, ne. Kako malo je takšnih tematik v gledališču. To tudi v nečem govori, ne. Odsotnost. Recimo, zakaj ni gledališki od Che Guevare, recimo, pa Fidel Castro, pa o Gverili. Sicer to nam je daleč, ampak tudi v latinskem prostoru tega ni, ne. Pri nas sedaj, ne, če se kdo izraža, kot da je podpornik NOB, hitro je označen za totalitarista, ne. Vsaka neka
subverzija napram tej demokraciji, ki je precej zame totalitarna, je hitro označena kot odklon v nekaj, ali v fašizem, ali celo proizvajajo, kakšna je že to izjava Janševa, ko spaja komunizem in fašizem? Levi fašizem. Levi fašizem, ja, levi fašizem. Torej, taki se izpostavi in prikaže radikalno levo misel, revolucionarno, morajo imati zelo veliko poguma in ne vem, koliko je možno to znotraj institucij. Jaz bi mogoče na tej točki sam psihoanalitični vidik samega razmerja med umetniško imaginarizacijo in tistim momentom, se pravi tistim sprožilcem, tistim rezom, ki ni nenazadnje v neki terapevtski funkciji, recimo že nečesa znanega, sem poslušal nekaj, sem imel neko podobno vprašanje in sem to v umetnosti zdaj odkril. Nisem edini, se pravi neka potopitev v množični diskurs, ki omili neko določeno bolečino oziroma je v funkciji nekega oceanskega občutja, nisem sam. In tisto subverzivno noto, ki jo pa seveda umetnost na nek način ima, ampak izven svoje imaginarizacije. Jaz bi mogoče v tem, če bi Borisa prosila samo za eno krajšo shemo, manjšo shemo vromejskega vozla. Jaz te izbrišam, ti riši. Ne, kar tam ne spodaj. Ki ga je Lacan postavil kot strukturo človeškega izkustva, se pravi dimenzijo simbolnega, imaginarnega in realnega. In če vzamemo sam romejski vozel in rečemo, da se umetnost odvija med simbolnim, ki je beseda, in imaginarnim, kar je podoba, realno je tisto, česar nenazadnje ne moremo zgraditi. To je tisti subverzivni element, če lahko tako rečemo, ki vzbudi seveda najprej tesnobo, neko zarezo in potem so stvari lahko drugačne. Ampak ta umetnost se ne odvija v teh koordinatah, ker umetnost sicer se, ampak na nek način preči to polje. Se pravi, Lacan je govoril o drobcih realnega. O drobcih realnega, ki prečijo simbolno imaginarno konstelacijo. In konkretno to pomeni, da obstajajo v umetnosti primeri, recimo James Joyce v sami književnosti, Frida Kahlo v slikarski umetnosti. Obstajajo avtorji, ki so to samo niti ne dekonstrukcijo, kar je recimo nek pojem, ki ga je vpeljal Derrida, ampak samo subverzijo tega polja omogoča, da je umetnost postala več od same odslikave realnosti in več od same odslikave, ki je seveda imaginarno, subjektivnega izkustva. In to je izjemno pomembno vprašanje, ki ga postavljate. Tudi nenazadnje najbolj challenging, če rečem, največji izziv za postmoderno umetnost. Na kakšen način je lahko umetnost nekaj drugega kot sama simbolizacija in imaginarizacija. In kdaj je pravzaprav tudi samo to vprašanje upotegnjeno v enako simbolizacijo in imaginarizacijo. Upam, da ne abstrahiram. Ne, se strinjam dobro. Bom še malo skonkretiziral. Recimo, da gledališče pošilja sporočilo, misleno, afektivno. To zadeva gledalce, ampak gledalec odloči, kakšno bo to sporočilo. Gledalec se lahko odloči, ali bo sledil temu ali ne, ali lahko je še ne vem kako revolucionarna vsebina nodo prikazana, a se gledalec ne pusti shisterizirati, ostane zaprt, ker mu je prenevarno, ker mu je preudobno
v svoji koži. Marsikdo izbere, ja, saj vem, ne, ampak vseeno ne storim dejanja, ne. Udobno nam ne, to je problem, ne. In ni angažmaja. In zato diskurs gospodarja melje. Vedno čakamo na drugega, da bo drugi se premaknil. Udobno je razmišljati, ne. 11. teza o Feuerbachu Marxova. Filozofi so do sedaj razlagali svet. Čas je, da ga spremenimo. Psihoanaliza, to ni njeno področje, da ga tako spremeni, da gre angažirati ljudstvo in tako naprej. Ne moremo pa reči, da se ne ukvarja s problematiko sveta, v katerem živimo. Tudi Lacan izjavlja, recimo v 17. seminarju, vem, da protesti prežijo name, ampak tudi jaz preživim na proteste. To seveda še eno zanimivo vprašanje, ne? Kdaj pravzaprav sam revolucionarni kontekst postane v funkciji, se pravi, se umesti v funkcijo gospodarja, kjer samo teatralno produkcijo, ne samo v samem teatru, ampak družbeno širše, igra subverzivno vlogo. Se pravi, jo igra iz pozicije gospodarja. In to recimo lahko opazimo v samem akademskem diskurzu, zlasti postmodernega časa, kjer gre za najbolj zanimivo vprašanje tega, ali ni nenazadnje ta isti diskurs, ki govori o revoluciji, diskurs gospodarja, ki govori o revoluciji zato, da se nič ne zgodi. Da je sama misel že tista, ki zamaši prostor dejanju. Da je sama beseda tista, ki onemogoči to dejanje. Ko je Lacan recimo postavil razmerje med mišljenjem in dejanjem, je mišljenje postavil jasno na ravno fantazme in dejanje na točno tisto točko, ki razbije obstoječi kontekst. Ki vzbudi tesnobo, ki vzbudi nekaj nepričakovanega. Nekaj, kar si subjekt ne bi mislil oziroma ne bi niti želel storiti. In to je daleč od prijetnega. Ja, in ne samo tesnoba. Da se gre revolucijo zares, ne more mimo terorja, niti groze. Znotraj tega seveda tudi samo vprašanje poguma in tveganja. Ali današnja umetnost tvega, ali današnja politika tvega, ali tvega današnji subjekt. No, ali tvegam jaz. Kje je danes tisto tveganje, ki ni zapredeno natanko v diskurzu gospodarja, ki ga je sam čas in sam kapitalistični diskurs posvojil enako, kot je posvojil ostale politike in ostale umetniške produkcije. To je recimo velika past današnje situacije, ne samo v umetniškem, tudi v političnem smislu in fundamentalno v subjektivnem smislu vsakega subjekta. Ali nisem opravil že svoje, če govorim o tveganju in pogumu? Ali nisem že dovolj pogumen, da govorim o pogumu? Ali sem sposoben samega tveganja? Ker tisto, zaradi česar, kar sem rekla na začetku, je Lacan govoril o sistemu kapitalizma kot o nečem, v kar je seveda jasno dvomil, ali je možno prečiti. Seveda Lacan reče na neki točki, ja, mogoče je, ampak ne, če se zgodi samo za nekatere. In vselej se jasno zgodi samo za nekatere. Ampak tisto vprašanje, ki sem ga želela poantirati na tej točki, je, da je kapitalizem danes tisto, kar onemogoča tveganje. Želim narediti subverzivno predstavo, ampak najprej moram zapeljati samega gospodarja, da bo to plačal. Samega gledalca, samo občinstvo. Ali je znotraj tega subverzivni moment? Ali je subverzivni moment znotraj same politike? Bi tvegal, ampak to pomeni tvegati, ne nazadnje lastno dobrobit,
ali bi tvegal vstop v analizo, kjer ne zgubim samo denarja, zgubim tisto, kar mi je najdražje, svoj simptom, ali je subjekt 21. stoletja sposoben tega tveganja. In kapitalizem je dejansko tisti diskurs, ki na tej točki onemogoča to vrstna pogumna dejanja. Vsi bi seveda radi pogumni in vsi bi želeli tvegati. Ampak tisto, kar onemogoča to tveganje, je tisto, kar je sama psihoanaliza povezala na točki samega užitka. In računanja z užitkom. Kalkul de jouissance. Ali je možno kalkulirati z užitkom? Koliko užitka meni, koliko užitka nekomu drugemu. To je tista ekonomija, ki je na delu. In to je tisto, kar me nazadnje lahko blokira spremembo. In tisto, kar, če se še enkrat navežem na vaše vprašanje, kaj omogoča res, ta trenutek realnega, ta trenutek tesnobe, ta trenutek nečesa nepričakovanega, ki spreobrne neko situacijo. Sama imaginarizacija je že retroaktivna. Nastopi v funkciji spektakla, ki je seveda enako dozdeva kot ostalo. S tem, da gledališče in sama umetnost imata to subverzivno noto, da ravno skozi ta dozdevek upeljeta to ključno vprašanje, ki je izpostavljeno. Vprašanje same upetosti subjekta v nek družbeni sistem, njegove pogojenosti z nekimi ekonomskimi silami in tako dalje. In v tem je pomembna stična točka in same umetnosti in same psihoanalize, ki se odvija natanko v tem, kar je bilo izpostavljeno. Se pravi, sama teorija diskurza je tisto, kar giblje in odgovore in ne nazadnje, tako kot je bilo izpostavljeno na začetku, besede se umestijo že v nek diskurs. Vključno z današnjim. Še kakšno vprašanje, komentar? Ja, zakaj se mora psihoanalitik nastopati znotraj psihoanalitične organizacije? Kako? Zakaj mora psihoanalitik, ali sploh, nastopati znotraj psihoanalitične organizacije? Zakaj mora psihoanalitik nastopati? Nobene nujnosti seveda ni v psihoanalitičnem diskursu, se pravi, psihoanalitični diskurs ne predpostavlja tega glagola morati nekaj. Gre seveda za subjektivno željo subjekta, ki je daleč od bodisi zapovedi tako neke organizacije kot ne mara moralistične zapovedi, kaj se sme, kaj se mora in tako dalje. Psihoanaliza ne operira znotraj tega. Seveda pa je Lacan postavil samo logiko analitičnega diskurza, da psihoanaliza seveda je v osnovi klinika in klinična vprašanja so teoretska vprašanja in organizacijska vprašanja, ki nekega analitika oziroma analizanta v funkciji neke organizacije, recimo psihoanalitične šole, postavita v družbeni kontekst. Aleš, misliš, ali mora biti pripadnik neke organizacije, ali je lahko Bog samotnjak? Imam še eno vprašanje, mislim, sorry, zelo konkretno. Kako bi Nina ti opredelila svoj odnos do organizacije znotraj katerih nastopaš? Sama sem psihoanalitičarka Svetovne psihoanalitične zveze in New Lacanian School. To je organizacija, ki jo je ustanovil Lacan. V začetku, ob koncu 70-ih let je seveda razpustil svojo psihoanalitično šolo, ki je bila potem še enkrat postavljena.
In vsak analitik po opravljanju psihoanalitičnih formacij postane član šole zato, da svojim delom prispeva k družbenemu polju same psihoanalitične stvari, kar je Lacan opredelil la cause freudienne. In to je tisto, kar psihoanalizo v 21. stoletju seveda postavlja na izjemno pomembno točko. Psihoanalitična organizacija je tisti varuh psihoanalitične doktrine in psihoanalitične etike za samega analitika, predvsem pa za subjekta, za katerega je Lacan rekel, da v psihoanalizi gre. In to je tisto ključno, s čimer se psihoanaliza ukvarja in znotraj česa seveda tudi sama teoretska vprašanja, se pravi vprašanja psihoanalitičnih povezav z drugimi diskurzi, lahko živijo. To je samo življenje psihoanalize. Zakaj Neurocanian School ne priznava tvoje članstvo? Neurocanian School priznava moje članstvo, tako da ne vem, od kje bi se pojavil ta podatek. Iz mere komunikacije. To bo verjetno napačna informacija. Ena od dveh informacij je napačna. Bodi si tvoja, bodi si moja. Zdaj pa lahko verjamem. Zdaj pa lahko verjamem. Mogoče je eno drugo vprašanje za vas, ko ste rekel, da revolucionarna politika ne more brez terorja. Če lahko malo elaborirate to zanimivo misel. Ne vem, kjero se je nakazvalo, kot da so še mnoge smeri razmisleka možne. Ja, tiče se, navezuje se na Bourdieuja, teror. In sicer, kako je možno spremeniti oblastni dispozitiv brez terorja, če se na drugi strani upirajo z vsemi silami. Teror se navezuje na to, da postavimo nove zakone in jih dosledno izvajamo. Dosledno, tudi nepodkopljivo. Recimo Robespierra so klicali nepodkopljivi. Ne? In od tega, če nekaj dosledno izvajaš, si nepodkopljiv, strog, na drugi strani se čuti, kot da ni milosti, kot da je teroristično dejanje. Še. Še kakšno podvprašanje? Bourdieu govori o 4 afektih, ki se pojavljajo znotraj procesa resnice. Ne? En je teror, en je tesnova, en je pogum, en je pravičnost. In teror to označi kot željo po hitri spremembi, po eni točki z zamahom, ki počisti vse. To je prisotno v revolucionariji. Na hitro rešiti, zaradi tega prihaja do marsičasa, kar jim kasneje očitajo. Mislil sem tome, ko ste že rekel, nepodkupljivost, da na drugi pač ustrajanje na tej recimo pravični poziciji ali pač neki poziciji norme, da na drugi strani pa to doživeto kot, ko ste že rekel, totalitarizem. Kako se pa potem to premosti, recimo? Ali pa kako se to, kaj druga stran sprejme te norme v tem procesu? Ja. To je vprašanje časa. Ne, nikoli. Totalitarne geste so, na primer, Lacanu se je večkrat zgodilo, da mu je na predavanje upadel kakšen študent s takimi in drugačnimi totalitarnimi pripombami, zlonamernimi, lažnivimi in tako naprej, kar je Lacana seveda postavilo na pozicijo pravega analitika. Zakaj? Ker se je ravno v tem diskurzu, ki operira za samo, kaj je seveda totalitarizem? Totalitarizem v tem smislu pomeni oblastno držo, ki jo seveda podpira sam histerični diskurs. Totalitarizem je daleč od tega, da je tam nek zlobni veliki drugi, ki nam preprečuje naše delovanje, nas onemogoča,
nam ne daje nobenih možnosti in tako dalje. Se pravi, na začetku predavanja je bila izpostavljena dialektika gospodarja in hlapca. Se pravi, ni gospodarja brez hlapca. Ni gospodar tisti, ki se jasno postavlja na to funkcijo, sam hlapec je tisti, ki želi vztrajati na tej funkciji in ga postavlja. Tako da danes imamo, jaz sem vesela tega, en tak enkraten primer pravzaprav tega, kaj dela analitični diskurs. Histerizira subjekte. Histerizira subjekte, ki pridejo na predavanja zato, da vprašajo laž. To je velik uspeh za psihoanalitični diskurs in velik premik za slovenski prostor. In ko govorimo o umetnosti, to je mogoče nekaj, kar je recimo danes znano na raznih filmih in Lacanovih posnetkih. In vesela sem, da danes to snemamo in da se bo to lahko mogoče enkrat, ko danes gledamo tovrstne posnetke, odvilo kot teatralna igra, kar je zelo dramatično. In psihoanaliza je znotraj tega na lep način del lahko celo neke dramske igre. Tako da, če ni drugega vprašanja, bi se jaz seveda najlepše zahvalila Borisu Brezovacu za izjemno zanimivo predavanje in vam za obisk. Gre za zadnji banket Lacan v tem študijskem letu. Nadaljujemo v septembru z samo tematiko psihoanalitičnega poesisa, z vprašanjem same psihoanalitične rabe poezije. In se veselim, da takrat z nekim novim zagonom in nenazadnje tudi z novim oddelkom za lakanovsko psihoanalizo, ki se letos odpira, pričenjamo naslednjo študijsko leto. Tako da najlepša hvala.